Lep pozdrav, spet je tu Odmev tedna. Tokrat komentirava z našim stalnim analitikom in komentatorjem. Z nami je Aljuš Pertinač. Aljuš, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Teden je bil pester, včasih se sploh nismo znašli, kdo je kaj rekel, kateri sestanek je bil, kateri sestanek ni bil. Zdaj, en splošni vtis, mogoče zunanjega opazovalca, je tak, da pred volitvami sem imela občutek, da bi vsi želeli vladati. Ampak zdaj, ta teden ali pa 14 dni, imam občutek, zdaj, da se mogoče ne želijo več vladati. Ali kaj je s tem, kaj se dogaja? Ja, verjetno je ta občutek kar pravilen. Treba na nek način razumeti, ne? Politik ne more iti na volitve z ambicijo, da bo pristal v opoziciji ali pa da bo dosegel rezultat, ki bi ga peljal v opozicijo. Tako da je na nek način normalno, ne? Da probajo nagovoriti čim više število volivcev s tem, ne? Češ pač zaupajte nam, mi bomo bolje vodili državo. Ne? Po volitvah pa pač pride trenutek resnice, ne? Se pravi najprej realna politična razmerja, potem pa tudi realna politična situacija. Ne? Dosedanja vladajoča koalicija na čelu s dosedanjim predsednikom vlade zgleda, da ima težave z obojim. Ne? Z realnimi političnimi razmerji posebej, ne? Kot vidimo, si še zdaj niso pomogli, tak občutek imam jaz, od tega šoka 10. aprila, ne? Ko je pač koalicija 48 poslancev izvolila za predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, predsednika Resnice. Ne? Roko na srce je to precej, bi rekel, neka naravna koalicija, če pogledamo z vidika, da so to vse stranke, ki so šle na volitve zato, da spravijo Roberta Goloba z oblasti. Ne? In zakaj se zdaj Golob in njegovi dosedanji koalicijski stranki, Socialni demokrati in Levica čudijo, ne, da je prišlo do te koalicije, meni osebno pač ni čisto jasno. Ne. Potem so pa realne politične razmere. Ne. Bilo je za pričakovati, da vladajoči ne bodo posebej resnicoljubni pred volitvami o tem, v kakšnem stanju smo. Bilo je za pričakovati, da bodo poskušali izkoristiti vse, kar se da, ne, da bi si izboljšali volilne možnosti, ne, s kakšnimi bombončki, skrivanjem kakšnih podatkov, z zapravljanjem denarja, da tako rečem, ne, na vse konce in kraje, in seveda zdaj po volitvah prihaja čas obračuna. No. Je pa, če mi dovolite še ta stavek, se mi zdi neke posebne vrste perverzija, no? da so koordinator trenutno še vladne stranke Levica zdaj v studiu nacionalne televizije razlaga, da je zdaj čas za pametne ukrepe za stabilizacijo javnih financ. Ne? To pa je, se mi zdi kanček perverzno, no? Ampak kaže na to, kaki ljudje so nam vladali 4 leta. No, zdaj Nataša Pirc Musar, ne? Ona je v bistvu rekla in napovedala že zdavnaj pred volitvami, da bo podelila mandat tistemu, ki bo prinesel 46 glasov. Zdaj vprašanje je, ali Če to ne bo Janez Janša, ne? Ja, to si je verjetno mislila, ne? Ja, torej, zdaj, a se je zarekla, ali kaj je zdaj s tem prinesel 46? Nihče ni prinesel, noče prinesti, še ne oblikuje, kaj se sploh dogaja zdaj? Ja, mi da sem se o tem že pogovarjala, če se spomnite pred volitvami, ne? Takrat sem jaz rekel, da se mi zdi, da je to pač ni v redu izjava predsednice republike, ne? Verjetno ona pričakovala takrat, ko je to izjavo dala, da njen favorit, ne, v narekovajih Robert Golob, ne bo relativni zmagovalec volitev. Ne? In je sama se pač zavezala roke, ne, ker zdaj se je izkazalo, da je sicer Pirov, ampak vendarle relativni zmagovalec volitev je bil Robert Golob. Ne? In zdaj pač predsednica republike ni mogla sama sebi skočiti v usta, ne, in podeliti mandata za sestavo vlade najprej njemu. Ne? Kar se tiče 46 glasov, pa imam zdaj spet občutek, ne, da je pa zdaj težava, ker očitno Robert Golob ne more prenesti teh 46 glasov, ne, kakorkoli štejemo, do te številke pač prideti ne more, ne. Tudi z nekim podkupovanjem, grožnjami, prepričevanjem poslancev za poslanski prestop. Ne. Govorilo se je dosti, da poskušajo na vse načine pridobiti 2 poslanca iz poslanske skupine demokratov Anžeta Logarja, ampak gospa Petrovčič, tudi če bi jim to slučajno uspelo, pa vse kaže, da jim ne bo, ne, bi prišli do številke 42, ne. Se pravi 40 poslancev obstoječe koalicije plus ta 2, kar je še zmerom vsaj 4 premalo. Ne. Tako da ta strategija sploh ne vem, kam pelje.
očitno nikamor. Ne. Kar pa se tega tiče zdaj, da še nihče ni prinesel 46 glasov predsednici republike, jaz mislim, da so za to dva razloga. Eden je ta, da Robert Golob po mojem mnenju do številke 46 nikakor ne more, ne? Kot bi rekli v bivši skupni državi, niti milom, niti silom. Drug je pa ta, da Janez Janša ne sestavlja vlade prvič, če jo sestavlja, ne? Indici kažejo, da jo, on pravi, da je ne. In to zahteva čas, ne? Posebej v razmerah, v kakršnih smo. A ne? Razmere niso rožnate, sami ste to že omenili, niti v Sloveniji, niti izven Slovenije in tudi večina, ki bo, če bo sestavila vlado, ni takšna, da bi to omogočilo zelo hiter proces. Še posebej, ker je treba tu upoštevati neke vrste poseben položaj in tudi, bi rekel, odločitve stranke Resnica, ne? Ki očitno zaenkrat vztraja, da formalno v nobeno koalicijo ne bo šla, je pa pripravljena podpreti za mandatarja tistega, ki bi lahko zbral ustrezno večino. Ne? Zaenkrat nič ne kaže, da bi to lahko bil Robert Golob, se pravi, ostane zgolj Janez Janša. Tako da jaz mislim, da so to razlogi, ki botrujejo temu, da še nihče ni prinesel podpisov 46 predsednici republike. Ne? To, da pa zdaj ona nekaj ukleva v zvezi s tem, pa da je razni ljudje javno pozivajo, ne? Ja. Da naj ne podeli mandata tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, ne? Je pa spet neke vrste perverzija, ne? In kaže v bistvu na to, da se pri nas pravila igre zmerom spreminjajo za nazaj, glede na to, ne? Ali veljajo za naše, ali za ne naše. Za Janšo, ja. Ja, dokler mislimo, da veljajo za naše, so ene vrste pravila, ne? Ko pride v igro Janez Janša, po mojem globokem prepričanju, predvsem na podlagi obnašanja in napak Roberta Goloba, 4 leta vladanja plus še posebej, kako se Golob obnaša po volitvah, a ne? Janša mu je že pač položil na srce, da se mora naučiti šteti, ne? In da misli, da so se naučili šteti po tej izvolitvi Stevanovića za predsednika državnega zbora. Jaz se tukaj z Janšo ne strinjam, jaz mislim, da oni še zdaj ne znajo šteti. Prištejejo lahko največ do 42, ne, kot sem prej rekel, kar je še zmerom vsaj 4 glasove v parlamentu premalo. Skratka, v bistvu pravila se spreminjajo za nazaj, ne, glede na to, kdo bi prinesel te podpise ali pa jih ne bi in to nikakor ni dobro. Ne. No, ampak recimo, če štejemo, ne, če sodimo iz te izvolitve gospoda Stevanovića, je vendarle to 48 glasov. In na nek način bi jih konec koncev mogoče Janez Janša pa že lahko prinesel, pa jih ne. Ljudje so nestrpni, si želijo desne vlade, desni volivci, rečejo, kaj zdaj čakamo? Ja, drži. Tu sta zdaj v bistvu, se pravim, ta dinamika je zdaj zelo zahtevna, ker imate en del volilnega telesa, ki se jim zdi, da je vsak trenutek zamujen, ne? Pa drug del volilnega telesa, ki se šele more pripraviti na to novo realnost. Ne? Jaz mislim, da je pri sestavljanju vlade in Janez Janša verjetno to upošteva pri tem, ko določa to dinamiko, a ne? Da imamo tu dve volilni telesi, ne, ki ni nujno, da sta v celoti za to, da bi njuni stranki šli bodisi v vlado ali pa v neke vrste sporazum koalicijo z SDS. Ne? To sta stranki Resnica in pa Demokrati Anžeta Logarja. Ne? Se pravi, na nek način je treba pripraviti bodoče koalicijske partnerje, da tako rečem, na to, da bodo šli v koalicijo z Janšo. Ne? Je pa treba nekaj vedeti, gospa Petrovčič, ne? Če se primerjamo obnašanje Janše pa obnašanje Goloba po volitvah, ne? Bi jaz rekel to v enem stavku takole, ne? Janša dela v tišini, Golob pa gruli na čistini. Ne? Pričemer mislim, da gruli niti ni pravi izraz, bolje bi se reklo kokodaka, ne? Ker se mi zdi, da se obnaša kot neka kura brez glave. Skratka, on misli, da se očitno vlada sestavlja na TikToku in z nekimi izjavami, a ne vehementnimi, ki jih potem dominantni mediji, ne, servilni, njemu pač v nedogled ponavljajo, ne? Ampak politična realnost, realna politična razmerja so očitno drugačna. Še enkrat poudarjam, stranke, ki so šle na volitve z ambicijo, da sklatijo Roberta Goloba z oblasti, imajo, kot ste sami rekli, 48 glasov v državnem zboru. A ne? Stranke, ki so šle na volitve z ambicijo, da ostanejo na oblasti,
pa 40. A ne? In situacija glede tega, jaz mislim, da je jasna. Tisto, kar zdaj zahteva očitno še nek dodaten čas, ki nekatere, kot ste sami rekli, dela nervozne, ja. Je pa to, da pač enostavno je potrebno še ta medsebojna razmerja urediti na način, da bi naslednja vlada, ko do nje pride, imela neko realno možnost, da ostane 4 leta. In kakršnakoli ta vlada že bo, jaz osebno podpiram, da bi pač ostala 4 leta, a ne? Ker razmere v državi in izven države so nestabilne in mi rabimo neko politično stabilnost, a ne? In vlada recimo neka projektna ali začasna za leto, 2, mislim, da ni prava rešitev. Že prve javnomnenjske ankete po volitvah so pokazale, da se, bi rekel, volilne preference niso bistveno spremenile, ne, od volilnega rezultata, tako da tu neke rešitve ni za pričakovati in tisto, kar Slovenija rabi, pač rabi neko operativno vlado, ki bo toliko usklajena, da bodo lahko vsi veslali v isto smer. No, seveda je Robert Golob v tem tednu dejal, se je vdal v usodo in je dejal, da bo zelo vesel tudi v opoziciji. In seveda je potem Janez Janša takoj napisal na družbenih omrežjih, zdaj navajam, kljub rekordno visokim davkom in pridelanih luknjah v javnih financah, verjamem, da se veselijo dela v opoziciji, reševanje težav pa bodo prepustili drugim. Zdaj, mislite, da je to razlog, da mogoče Janez Janša tudi malce okleva? Ja, verjetno je tudi to, ne. Verjetno marsikdo v SDS-u razmišlja na ta način, ne, zakaj bi zdaj mi morali kidati pač gnoj, ne, ki ga je recimo Golobova koalicija pridelala v zadnjih 4 letih, ne. Udobneje bi bilo pač v opoziciji, ne vem, preko nekih preiskovalnih komisij in tako naprej, ne, jih vrteti na ražnju, ne. To je lahko osebno stališče, lahko je to tudi za stranko dobro stališče, ni pa dobro stališče za državo, ne. Kar se tiče pa, ker ta država pač rabi neko trdno vodstvo in predvsem rabi vodstvo nekoga, ki bi se z njo želel ukvarjati, ne. Pri Golobu tega občutka jaz osebno nisem dobil v 4 letih, da bi se on želel pač ukvarjati z državo, njega je zanimalo pač lasten preužitek pa bi rekel preživljanje prostega časa na oblasti, ne. Ker pa zadeva to, da bo Golob se dobro počutil v opoziciji, bi pa temu pritrdil, ker on že zdaj, ko je bil na oblasti, je v bistvu se obnašal, kot da nima nobene odgovornosti, ne. In zdaj, ko bo v opoziciji, pač tam res ne bo imel nobene odgovornosti in to bo za njega nekako, se mi zdi, kot neko naravno stanje. Ampak ta umestni čas tega brezvladja, če tako rečem, ne, ni dober za Slovenijo. Recimo danes, ko to snemava, Robert Golob, ki je seveda še vedno v funkciji predsednika vlade, ne gre na Ciper na zasedanje Evropske unije. To se pravi, to so dvodnevni vrh Evropske unije, kjer bodo govorili o odzivu Evrope na krizo na Bližnjem vzhodu in to bi bilo za Slovenijo pomembno, ne? To se pravi, mi potrebujemo vlado čim prej. Absolutno, mislim, potrebujemo tudi predsednika vlade, ki upravlja tekoče posle, ne? Ja. Zdaj, jaz se bojim, da je razlog, ki ga je Golob navedel za to, zakaj ne gre na ta dvodnevni vrh na Ciper, za lase privlečen, ne? Bojim se, da je bolj povezan s tem, da je pač se vrh začne v petek in da traja še v soboto, ne. Glede na to, da vemo, da pač Golob je delovni teden nekako razume od torka do četrtka, ne. Vse ostalo je pa pač namenjeno preživljanju prostega časa, ne. Razlog je bil pa delo v državnem zboru, ja, se to, ne. Se pravi, pač ne vem, kakšne obveznosti bi danes Golob imel v državnem zboru, da na ta vrh ne more iti. To je sigurno slabo za Slovenijo, a ne. Od Goloba bi pričakoval, da se tega vrha udeleži, ne. Od njega bi tudi pričakoval, da se pač posvetuje z najverjetnejšim bodočim mandatarjem Janezom Janšo, ne, o tem pač kakšna stališča naj tam zastopa, ne. Mogoče, da celo opravi nek kratek briefing z vsemi aktualnimi parlamentarnimi strankami, ne. Ampak seveda, ker govorimo o Robertu Golobu, nič od tega ne bo, ne. Verjetno pa bo kasneje splavala kakšna fotografija v javnost, kako je recimo takrat, ko je upravljal parlamentarne obveznosti, recimo, ne vem, glede na to, da se pomlad zdaj nekako že je začela, ne, lovil šparglje, ki je po slovenski obali, v resnici pa na Hrvaški. Ja. Ja. Ampak vendarle ne, zdaj spet je vrgel v javnost, v prostor, spet neko
zelo čustveno obarvano besedo, to je prevara. Mislim, o čem sploh govorijo ti ljudje? Bile so volitve, o kakšni prevari? Ja, oni živijo na nek način v nekem sporednem svetu, ne? Oziroma so živeli 4 leta. Ne? V tem svetu pač je Slovenija bila najuspešnejša država na svetu, vsem tu so se cedila med in mleko, ne? In zdaj nekako prihajajo nazaj v to kruto realnost, ko izgubljajo te pozicije moči, ne? In nekako se slabo spoprijemajo s tem šokom. Ne? Zdaj, prevara je, bi rekel, za njih je prevara vsak volilni rezultat, ki prinese to, da niso več na oblasti. Ne? Prvi je to zgodbo o, bi rekel, zlorabi ali pa izigravanju volje volivcev prinesel ravno nekdanji premier Marjan Šarec, ne? Kar je spet neke posebne vrste perverzija, ne? Da človek, ki je sestavil vlado leta 2018 s pol nižjim rezultatom od relativnega zmagovalca volitev, ne? Zdaj razlaga, da če bi tokratni drugi, ne, ki ima enega poslanca natanko manj v državnem zboru sestavil vlado, bi to bilo izigravanje volje volivcev. Ne? In zdaj pač Golob in kompanija poskušajo predstaviti slovenski javnosti, ne, da je to vse neka goljofija, da pač njim oblast pripada, da oni so zmagali volitve in najbolj naravno stanje je, da grejo vsi z njimi v vlado, ne, pri čemer ta vlada nima nobenega koncepta, nobenega programa in v njej bi imela večino Golob in stranka Levica. Ne. Se pravi, če damo zraven še SD, koalicija, ki je na teh volitvah napram prejšnjim volitvam izgubila 13 poslancev. Ne. In oni enostavno nočejo akceptirati, da je večje število volivcev, ki so se opredelili na teh volitvah, glasovalo za stranke, ki so šle na volitve, še enkrat poudarjam, z ambicijo, da spravijo Roberta Goloba z oblasti, in da te stranke, ki so šle na volitve, z ambicijo, da spravijo Roberta Goloba z oblasti, imajo v državnem zboru 48 poslancev, stranke, ki so pa šle na volitve z ambicijo, da ostanejo na oblasti, pa 40. A ne? In dokler ne bodo pač sprejeli tega dejstva in očitno ga ne bodo sprejeli še lep čas, potem pač edino, kar jim preostane, da kričijo o nekih prevarah. Ne? Ampak, če pogledamo zdaj informacije, ki prihajajo v javnost, ne? Tako strani recimo predsednika vlade, dosedanjega finančnega ministra, tako naprej, ne? Ministra Luke Mesca, ne? Je največja prevara to, kar so oni govorili in delali 4 leta, ne? Ker zdaj prihaja račun, zapitek, ne? Za to, kar so počeli, in to je dejanska prevara. Ne pa kaj je nekdo rekel pred 3 leti, pa deponiral pri notarju, ne? Ki je zdaj recimo parlamentarna stranka in vmes že izvoljen za predsednika državnega zbora. Ne? Ampak na veliko pa razlagajo v medijih, recimo poslanec Žavbi razlaga, kaj je zdaj, kaj se bo zgodilo. Konec koncev tudi Jaša Jenull, televizija ga je snemala. Kaj ima Jaša Jenull pri vsem tem? Neko propaganda se zdaj dogaja že vnaprej spet ponovno. Ja, seveda, ne? Zdaj pač poskušajo ustvariti stanje, ne? V katerem je to, da bi Janez Janša sestavil vlade, anomalija sama po sebi in že nek zločin. Ne? Se pravi pač neka pač prevara, se pravi neko igranje, ki ni po pravilih in tako naprej, s čimer pripravljajo teren, ne, kako se bodo obnašali, če do Janševe vlade 4. slučajno pride, kako se bodo obnašali ves čas pač njegovega vladanja. Ne. Ta scenarij smo videli že vsakič do sedaj. Ne. To isti ljudje, ne, ki so še 2 dni nazaj razlagali, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti, ne, v katero sicer tudi ne bi povabili Janšo, se pravi, naprej so izločili 1/3 volilnega telesa, 1/3 državnega zbora, ne, kakšna enotnost je to, ampak enostavno pač oni ne sprejmejo, da so pač na teh volitvah bili poraženi, ne. Lahko je Golob relativni zmagovalec, tega mu nihče ne odreka, ampak politična realnost, kot sem že prej povedal, ne, večine v državnem zboru je, kakršna je. In prej bojo to sprejeli, boljše bo za njih, boljše bo za državo. Ampak njihov scenarij je drugačen, oni ne želijo tega sprejeti in pač se želijo zdaj tolažiti z nekimi prevarami. Ne. To bo mogoče zanimivo za širšo javnost, če je kakšen mesec, 2. Po oblikovanju nove vlade bo to počasi šlo v pozabo in se bo šlo na drugi korak, fazo 2. Faza 2 pa bo mobilizacija, angažma tako vseh nadzornih inštitucij, neodvisnih inštitucij, sindikatov, tega dela civilne družbe, ki ga oni obvladujejo finančno in politično. Ne. Se pravi,
če rečeva poenostavljeno, vseh tistih, ki so zdaj 4 leta spali zimsko spanje in so pustili Robertu Golobu, da lomasti po Sloveniji, kakor se mu je zahotelo, ne. Vsi ti se bodo zdaj zbudili, iz tega zimskega spanja mobilizirali in se postavili na zadnje noge proti Janezu Janši, ne. Kar pomeni, da novi vladi, tudi če do nje pride, nikakor ne bo poslano z rožicami in bo morala vložiti veliko napora in pokazati veliko pragmatičnosti in potrpežljivosti, če bo želela pač po eni strani biti uspešna in po drugi strani pripeljati mandat do konca, ne. In to za državo gotovo je slabo, ne, tu imate prav, ker država ta hip potrebuje, da se za, bi rekel, neko pametno politiko, ki gre v korist Slovenije, mobilizira vse razpoložljive sile, ne. Mi pa že preden bi ta trenutek sploh napočil, vidimo, ne, da slaba polovica, recimo, ne, centrov moči, političnih sil, etablirani mediji in en del civilne družbe, ne, že v štartu ni pripravljen na kaj takega. Torej, kaj zdaj lahko pričakujemo? V javnosti je slišati več napovedi. Ena je ta, da že med prvomajskimi prazniki lahko dobimo en predlog te nove vlade in teh 46 plus podpisov, ali do 10. maja, ali konec koncev predčasne volitve, kot je tudi napovedal Janez Janša, če ne bi šlo s tem sestavljanjem. Jaz moram priznati, no, da v ta proces nisem vključen, tudi ne znam napovedovati skavnih usedlin. No. Moja pričakovanja so, da pač bo prišlo do oblikovanja vladne koalicije, ne, da bo ta koalicija praktično enaka, kot je bila koalicija, ki je izvolila predsednika Državnega zbora. Poteze, ki se vlečejo, gredo v to smer, ne. Predlog zakona o vladi je vložen, verjetno bo potem sledil še predlog zakona o državni upravi, ne. Informacije prihajajo zadaj v javnost o delitvah resorjev, tudi neka prva imena za ministre že krožijo. Jaz mislim, da najmanj verjetna možnost je ponovnih predčasnih volitev. Po eni strani si poslanci ne bodo želeli skrajšati mandata iz potencialno 4 letih na par mesecev, po drugi strani pa, tako kot sem rekel, nič ne kaže, da bi se politična razmerja kaj bistveno spremenila, tudi če bi v kratkem šli ponovno na volitve, ne. In z vidika stabilnosti države, jaz mislim, da bi bilo najbolje, če bi bil ta proces oblikovanja nove vlade čim hitrejši, hkrati pa seveda tudi čim bolj koherenten in učinkovit. No, seveda, eno ključnih vlog, tako se zdi, je ta teden odigral Anže Logar. On je v bistvu v nekem trenutku ocenil, da se je Golob samo izključil iz te enačbe sodelovanja. In zdaj poglejmo, kako je to povedal. Z Robertom Golobom demokrati dokončno zaključujemo pogajanja. Dogajanje v zadnjih dneh vabila preko javnih občil, predvsem pa včerajšnji sklep izvršilnega odbora Gibanja Svobode, da poskuša člane stranke Demokrati in poslance stranke Demokrati z neposrednim vplivanjem prisiliti v koalicijski sporazum, so korak predaleč, nikoli videno v slovenski politiki in popolnoma nesprejemljivo z vidika spoštovanja potencialnega koalicijskega partnerja. Zato Demokrati z današnjim dnem dokončno prekinjamo pogajanja z Robertom Golobom. To se pravi pogovarjanje z vsakim posebej, ampak če me spomin ne vara, mislim, da je tudi Janez Janša nekje rekel, da se bodo z vsakim posebej pogovarjali. Kaj zdaj to pomeni pogovarjanje? S poslanci, ja. S poslanci, to drži, ja. Takrat ni bilo neke reakcije, ne. Ja. Čeprav mislim, da ta reakcija predsednika Demokratov, no, gospoda Logarja je na nek način upravičena, ne. Dejansko Robert Golob se je lotil sestavljanja koalicije za moj okus na način, kot da je ne želi sestaviti, ne. In jaz sem nekje že rekel, da če bo prišlo do 4. Janševe vlade, bo v bistvu sestavil Janši Golob, ne. In nekako, kot se zdaj odvijajo stvari, gre v to smer, ne. Golob pač ni razumel, kot so prej govorila, te volilnih rezultatov, ne. Ni znal prešteti in je dejansko mislil, da bo lahko sestavil vlado na način, da bodo kar vsi prisiljeni, tisti, ki jih bo on pač nominiral, ki jih bo povabil, vstopiti v to njegovo novo vlado, ne. To se seveda ni zgodilo in ker se to ni zgodilo, je mislil, da kot živi v tem svojem vzporednem svetu, a ne, se pravi,
ker je on tako fajn predsednik vlade in ker si Slovenija tako želi, da on nadaljuje svoj mandat, bo pa pač, če Logar ni za to, ne, bo pa kar še šel pogovarjati z njegovimi poslanci, pa člani stranke, pa tako naprej, pa bodo oni doumeli, da je to edina pravilna pot. Ne. V politiki seveda stvari na tak način ne funkcionirajo, ne. Tudi poslanci, ki jih je pri tem verjetno imel v mislih, ali pa jih je atakiral, ne, kot najstarejši izvoljeni poslanec, gospod Križan in tako naprej. A veste, gospod Petrovič, to so ljudje, ki niso od včeraj, so nekaj naredili v življenju in na tak način bi rekel ulični, ne, ker neki krušnjari tam te napadejo na pločniku in ti ponujajo pač, ne vem, neko robo, ki je padla z kamiona, se ne da, ne. Bi rekel, tudi v taki državi, kot je Slovenija, po 4 letih vladanja Roberta Goloba se očitno ne da sestavljati vladne koalicije, ne. In dejansko je pač Robert Golob prednost, ki jo je imel kot aktualni predsednik vlade in kot relativni zmagovalec volitev, je več kot očitno zapravil po lastni krivdi. A ne? In na nek način jo je zapravil, potem pa že sam ugotovil, da zdaj pač gre v opozicijo in se tega ne gre več. A ne? Ker predsednika državnega zbora ni bilo potrebno izvoliti z 48 glasovi. Ne? Stevanoviča kot kandidata za predsednika državnega zbora, ker brez njega, kot sva prej računala, tako ali tako tudi Robert Golob ne bi mogel sestaviti vlade, ne? Bi čisto lahko podprlo tudi gibanje Svoboda. Ne? In potem bi verjetno možnosti Goloba, da ponovno sestavi vlado, bile še žive. Zdaj pač niso več. Ne? Ja, pa vendarle je dejstvo, da Anže Logar ni poslanec, ne, ni bil že izvoljen in seveda so zdaj mediji ali pa recimo tudi politiki začeli govoriti o nekih razpokah pri demokratih, predvsem v smislu, kdo bo minister za zdravje, ne, ali bo to doktor Ostrc, ali ne. Omenja se tudi gospa Tina Bregant, to se pravi, a so razpoke v tej stranki ali ne? Ne vem, so razpoke ali niso razpoke, tudi ne vem, kakšna bo kadrovska križanka, pač izkušnje kažejo, da ko se stranke dogovorijo za koalicijo, ne, za razdelitev resorjev, se pač na nek način dogovorijo tudi, kdo jih bo kadrovsko zasedel. Ne. Tisto, kar se meni zdi bolj pomembno od tega je, da sicer dosti, bi rekel, sorodne programske usmeritve, tudi če pogledamo programske usmeritve stranke Resnica, so te definitivno bližje, bi rekel, pač strankam SDS, trojčka okoli NSI in demokratom, kot pa recimo na drugi strani stranka Levica, ne? Stranki Levica, da pač uskladijo te programske smernice, da se dogovorijo za tisti minimalni skupni imenovalec, predvsem pa, da se dogovorijo za nek minimalni skupni imenovalec, ki bo v praksi izvedljiv, ne? In ki ne bo povzročil še več revolta pri splošni javnosti, kot ga bodo že sicer deležni zaradi razlogov, ki sva jih prej navedla. No? Meni se zdi osebno to bolj pomembno od, bi rekel, te kadrovske križanke. Ne? Je pa res roko na srce, če dodam še to, ne, da potem, ko smo imeli recimo zdaj v tem mandatu ministrico za kmetijstvo, katere največja referenca za ta resor je bila, da je pač delala, upravljala z nekim kafičem, ne, potem težko kdo zdaj očita imenom, ki jih sicer še ni, ne, ja. da so zelo zgrešene. Ne. Je pa to kakšno tveganje, recimo, ker kakšna glasovanja bodo tudi tajna, sploh na začetku? To tveganje zmeraj obstaja. Ne? Neke špekulacije so se že pri teh 48 glasovih, ki so izvolili gospoda Stevanoviča, pojavile, ne? Da mogoče sta tudi zraven 2 ali pa 1 poslanec manjšin, pa da niso vsi poslanci demokratov za njega glasovali. Ta tveganja pač obstajajo. Vemo, ne, da je eden izmed najbolj popularnih nacionalnih športov zdaj v Sloveniji, glede na to, da se na svetovno prvenstvo v nogometu žal nismo uvrstili, ne? To označevanje glasovnic, pa neoznačevanje, pa tako naprej. Ne? Tako da presenečenja so zmeraj možna, posebej takrat, ko so rezultati tesni, ne? Ampak tako sem rekel, jaz prave alternative temu ne vidim. Jaz ne vidim možnosti, da bi Robert Golob lahko ponovno sestavil vlado glede na razmerja političnih sil, kot so v parlamentu, in ne vidim možnosti, da bi šli na predčasne volitve, ker ne vem, kaj bi država s tem pridobila.
če bi recimo ponovili, pa bi zdaj Janša dobil teoretično enega poslanca več kot Robert Golob, ne? Kaj bi to spremenilo? Nič kaj dosti. Tako da pač do neke vlade bo moral priti in vse kaže, da na čelu te vlade ne bo Robert Golob. Če ne bo Robert Golob, potem naslednja logična izbira, ne? Da ne rečem edina naravna, je pač predsednik SDS Janez Janša. No, zdaj, če pogledamo predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča, on se je zdaj že začel spopadati tudi z Gibanjem Svoboda in z Levico, namreč pri izvolitvi dveh podpredsednikov, Danijela Krivca iz SDS in Franca Križana iz Demokratov, je že prišlo do nekih sporov, do obstrukcije tudi pri delovnih telesih. S čim se zdaj Zoran Stevanovič tukaj spopada? Danes nekje beremo, da gre zdaj za lumpen proletariat, pišem danes v Delu. Kaj je zdaj to? Kakšne žaljivke po 4 letih neke predsednice, ki je bila res na meji? To so ta dvoličnost, ne? Ta dvoličnost, da ne rečem spet perverzija in dvojni standardi, ne? Se pravi Stevanovič, ki so ga še 2 dni nazaj, ne? Z odprtimi rokami vabil pač v pod svoje okrilje, ne? Je zdaj kar naenkrat največji nebodi ga treba, ne? Zdaj, če sva čisto iskrena, učbeniško gledano gotovo ni najboljše, da je poslanec novinec pa še hkrati iz najmanjše parlamentarne stranke postal predsednik Državnega zbora. Je pa res, da je pač to odraz, kar venomer se ponavljam kot gramofon, odraz realnega razmerja političnih sil v Državnem zboru. Ko je postalo jasno, da niti kandidat SDS-a, niti kandidat Gibanja Svoboda nima možnosti, da bi postal pač predsednik Državnega zbora, je bila naslednja logična ali pa, če hočete, edina možna izbira gospod Stevanovič. In njemu je na nek način začestitati, da se kot parlamentarni novinec in kot politični novinec na nacionalnem nivoju obnaša tako, kot se obnaša. Se pravi, zaenkrat, če gledamo zgolj njegove poteze in se ne obremenjujemo s tem, kakšne izjave je deponiral pri notarju, 4-5 let nazaj, se obnaša mnogo bolj za državo koristno in državotvorno, kot pa na drugi strani še zmeraj aktualni predsednik vlade Robert Golob. In zdaj, večina, ki ga je izvolila, je očitno izvolila tudi oba podpredsednika Državnega zbora. Treba je razumeti, da Državni zbor ima zdaj novo vodstvo. Vodstvo, ki ima ambicijo, sem prepričan, ostati za 4 leta. Kar pomeni, da Robert Golob kot predsednik vlade, ki upravlja tekoče posle, ni več funkcionar z največjo legitimiteto in največjo politično močjo ta hip v Sloveniji, ampak je to novi predsednik Državnega zbora. On zdaj na nek način narekuje tempo, ker je pač edini, ki ima mandat na podlagi rezultata zadnjih volitev. In vsi, ki so vključeni v politiko, na eni ali pa na drugi strani, pač morajo akceptirati to dejstvo, ker Stevanovič je predsednik Državnega zbora. To nama všeč ali nama ni všeč, on je predsednik Državnega zbora. In zdaj, namesto da bi se oni ukvarjali s tem, da je on predsednik Državnega zbora, se ukvarjajo s tem, kaj si oni o tem mislijo. A veste? To je isto, kot če meni ni všeč rezultat nogometne tekme, pa se zdaj delam, da tega rezultata ni. Pač, a mi je všeč ali mi ni všeč, rezultat še zmerom je. Odkrivajo poslovnik, da ne sme med sejo komentirati, pa kaj je pa počela predsednica Državnega zbora? Po 4 letih, saj to je problem, ker, ko so prej govorila, niso navajeni, da so pravila enaka za vse. In da pač kdor seje veter, lahko žanje vihar. In zdaj se jim maščuje to, kar so sami počeli 4 leta. Pri tem so pa, to moram reči, iskreno, tudi očitno izrazito nespretni. Zasledil sem recimo razpravo že omenjenega Luke Mesca, ki je protestiral proti temu, kako so se razdelila mesta pač predsednikov delovnih teles v Državnem zboru, potem, ko so bili ti že izglasovani. A veste, če greva spet na to nogometno primerjavo, pa se jim predlagali. Se pravi, tekme je že konec in potem ti protestiraš, da pač neka odločitev med tekmo ni bila pravilna in tako naprej. Se odrekli, se so obstruirali. Ta vlak je že odpeljal, se pravi, oni ne razumejo, tako kot Golob ne razume, da se na TikToku ne sestavlja vlade, očitno tudi ostali del te falange, ki nam je vladala 4 leta,
ne razume, da pač v državnem zboru je treba glasovati, ne? In potem glasovi prinesejo rezultat. Ne razprave, ki so namenjene neki širši javnosti, ampak oni se še zmeraj pogovarjajo z volilnim telesom, na nek način so očitno še zmeraj v neki predvolilni kampanji in sploh niso opazili, kaj šele ponotranili, da volitve so že bile in da so dale pač rezultate. Je pa res, da ta poteza izvolitve gospoda Stebanovića in da je on to pristal na to, čeprav je govoril, da ne bo šel v vlado z Janezom Janšo, pa seveda potem je rekel tudi ne z Robertom Golobom, je državotvorna, ne? In zgodilo se je tudi to, da je zdaj iz tega medijske kampanje in vsega tega govorjenja nekako izginila beseda janšisti, ne? Ker zdaj je Stebanović janšist, kdo je zdaj tu? Ta beseda je na nek način izginila iz tega prostora, mogoče so kakšne druge besede, populisti smo lahko slišali, prevara janšistov, kar na lepem ni več. Ja, zdaj, preden je bil Stebanović izvoljen 10. aprila, se je, kakor vemo, večkrat srečal z Robertom Golobom, tudi na 4 oči in na bolj množičnih sestankih in Robert Golob je imel vso možnost, da predlaga Stebanovića za predsednika državnega zbora in mogoče bi celo bila zbrana večina v državnem zboru, ki bi tako izvolitev omogočila. Tega ni storil, ne? In zdaj govoriti, da je to zdaj neka prevara, ker se on za nekaj ni odločil, je po moje deplasirano, ne? Janšisti so pa mogoče izginili zdaj začasno iz tega medijsko-političnega prostora, ker zdaj poslušamo strani nekdanjega predsednika, recimo Milana Kučana, ne, da je pa zdaj Nova Slovenija še bolj desna stranka od SDS, ne. Tako da mogoče bojo zmerni janšisti pač v SDS-u, ne, potem bojo pa trdi janšisti, bodo pa še v kakšni drugi stranki, ne. Mislim, da gre tu bolj za še zmerom to podaljšanje stanje šoka, ne, nepripravljenosti na sprejemanje politične realnosti. In iz tega vidika ne vejo niti točno, kaj govorijo oziroma kako se odzvati, ne. Jaz mislim, da se bo to, če bo prišlo do oblikovanja nove vlade, v kakem mesecu, 2, nekako bi rekel, umirilo, normaliziralo in potem se bomo lahko spet vrnili na stare vzorce, ne. No in zanimivo, da je to nesprejemljivo etiketiranje, ki mu ves čas sledi tudi nekdanji predsednik Kučan, ves čas to etiketiranje, da je presegla celo Sabina Senčar, ki je članica te stranke, ona je pa oba Janšo in Stebanovića pozvala k spremembam zakona o nalezljivih boleznih. To je pametna poteza. Ona ni bila proti temu, ampak oni želijo iz tega, kar so dobili, čeprav so začeli praktično na ulici pa v času covida, potegniti neke koristi tudi za svoje ideje. Ja, logično, sej, pač, ne, če ti kandidiraš z ambicijo, da boš izvaja nek program, za katerega so ti dali podporo volivci, je normalno, da se mu pač ne odpoveš, ko prideš v parlament, ne. Enako normalno je, kot je rekel gospod Stebanović, da je razlika med tem, si ti izven parlamentarna stranka ali si parlamentarna stranka, ne. To je bistvena razlika. Če si izven parlamentarna stranka, ti lahko pač predlagaš karkoli želiš, ne, in za nič ne moreš prevzeti odgovornosti, ne. Če si parlamentarna stranka, ne moreš več predlagati karkoli želiš in za vse, kar se zgodi, praktično bi moral prevzeti odgovornost, ne. In ljudje, ki so začudeni, da se ljudje, ki prej niso bili v parlamentu, pa so zdaj v parlamentu drugače obnašajo, pač napačno gledajo na stvari, a ne. Logično je, da če sva midva zdaj pač neka posameznika, ki doma na kavču nekaj komentirava, se lahko obnašava drugače, kot če sva zdaj na neki javni funkciji in imava neko odgovornost za državo pa za ljudi v tej državi, a ne. In v bistvu to, da je nek interni dialog v stranki, kot ste ga vi izpostavili, ne, in da neka pač vidna članica napiše neko javno pismo pač tam predsedniku stranke, ne, to, da zdaj spet, bi rekel, etablirani mediji, ki so servilni do zdajšnje oblasti, to predstavljajo kot nek velik problem, ne, samo kaže na to, da v bistvu ne vedo, na kak način funkcionira demokracija, posebej znotraj strankarska demokracija, ne. Ja, bolj so zreli te, ki so prišli popolnoma od zunaj, ne, kot neki outsideri, kot pa te, ki so že 4 leta praktično. Kar je žalostno, ne za te, ki so zreli, ampak za tiste, ki niso, ne. Ja, sej res, ne. No, dobili smo, kot rečeno, 2 podpredsednika, ne, to sta Danijel Krivec iz SDS in Franc Križan iz Demokratov, tule so se postrojili. Zdaj, kdo bo tretji podpredsednik? Ne vem, pač normalno bi bilo, da ga postavi pač največja poslanska skupina, ne, Gibanje Svoboda, ampak gledajte, kako se oni do zdaj obnašajo, jaz ne bi dal roke v ogenj, da jim bo to
uspelo. Ne. Mogoče bodo spet bajali v prevarah, pa bili užaljeni, pa se temu odpovedali, potem pa za nazaj rekli, da je to spet neka huda prevara. No. Glede na to, da je 300,000, pa še kakšen več volivcev tudi na teh volitvah glasovali za Gibanje Svoboda, bi bilo pametno, če bi v tej stranki na čelu z njenim predsednikom Robertom Golobom ugotovili, da imajo saj do njih neko odgovornost in se začeli pač skladno s tem obnašati. Ne? Se pravi, prevzeli pač tiste položaje znotraj državnega zbora ali pa znotraj države, ki so jim dosegljivi na podlagi njihovega volilnega rezultata. Ne pa samo kričali o nekih prevarah, se izogibali prevzemanju kakršnekoli odgovornosti, ne, in razlagali, kako bodo uživali v opoziciji. Ne. Najbolj sigurno lahko uživajo tudi, če podpredsednika ali pa podpredsednice državnega zbora ne bodo imeli. Ne. Zdaj, kako bodo o tem sodili pač njihovi volivci, je pa drugo vprašanje. Ne. In teh ni malo, to še enkrat poudarjam. Ne. Teh ni malo. Tudi njihovih volivcev, Gibanja Svoboda. Ja. No, seveda so oni jasno spet protestirali, namreč predsednik državnega zbora Stevanović je pozval poslance, naj tokrat, ko je šlo spet za tajno glasovanje, ne označujejo glasovnic, pa so jih spet, nekdo je celo narisal petokrako, ne. Ja. Zdaj, kako je zdaj s temi oznakami, križci, krožci, zvezdice, pikice? Pravniki so rekli, recimo Rajko Pirnat, da je to nesporno, da ni nič spornega, da je to praktično... Pri tajnih volitvah ali pa tudi pri javnih, če hočete, v končni fazi je najbolj pomembno, da se nesporno ugotovi volja volivca. Ne? Se pravi, če je iz glasovnice nesporno razvidna volja tistega, ki je glasoval, ne, je vse ostalo nepomembno. Ne? Je pa res, da se na nek način malo otročje obnašajo, očitno nekateri poslanci, ne, kot da so prvošolčki, pa če jim učiteljica pravi, da ne smejo pač risati na zid, ne, in vseeno rišejo na zid šole, takrat, ko jih učiteljica ne vidi. Ne. Ampak to še enkrat, to ne vpliva na politična razmerja in na razmerje sil v državnem zboru oziroma v državi ta hipa. Ne. In to zamegljevanje bistva, se pravi, da je volilni rezultat tak, da nakazuje na spremembo oblasti, na oblikovanje neke nove koalicije, ki bo očitno ali pa ima saj ambicijo vodila državo na drugačen način, da ne rečem v drugo smer, kot jo je dosedanja pač vladna koalicija, to sam škod, to nič ne korist, se pravi to zamegljevanje bistva. Te stvari so pomembne, ne to, kaj je kdo narisal na kakšno glasovnico. No, ampak dobro, to zamegljevanje bistva je šlo zdaj tudi kot ustavna pritožba Svobode, praktično na ustavno sodišče. Ne? Oni so rekli, da je bila kršena možnost tajnega glasovanja. In zdaj poglejmo, kako je Zoran Stevanović odgovoril na to. Meni iskreno gode, da sem glavna vsebina ene tako velike stranke. Žalosti me pa to, da so očitno ljudje navajeni iz prejšnjega mandata, da pač ne potrebujejo nobenih pravnih strokovnjakov in pravnih nasvetov in so zdaj naredili en tak praven feler. To pravzaprav nima nobene zveze z ustavnim sodiščem in jasno je, da če je jasno izražena volja z glasovnic, da pravzaprav ne more nihče temu oporekati. Očitno je ustavno sodišče tista zadnja inštanca, od katere si levo usmerjene stranke obetajo neko, da tako rečem, pravico, spremembo. Ja, no, če so bila prej pri prvošolčkih, ne, prvošolčki so tekli k ravnatelju, ne, češ da jim učiteljica dela krivico, ko jim je rekla, da ne smejo risati po zidu. Ne. Zdaj, verjetno ne bi želela, da bi najini otroci, vnuki, kdorkoli hodil na tako šolo, kjer bi ravnatelj pritrdil zdaj prvošolčkom, pa rekel, da učiteljica seveda nima prav in da oni najkar mirno rišejo po zidovih šole. Ne. Res je na nek način žalostno, no, da se poskušajo, bi rekel, za neke slamice tu loviti s takimi nekimi brezveznimi potezami. Mislim, mene osebno bi zelo presenetila kakršnakoli odločitev ustavnega sodišča, ki ne bi pač zavrglo te pobude. Ne? Kot je rekel že predsednik državnega zbora, ko sem v končni fazi že predtem rekel tudi sam, pač če je jasno razvidna volja pač tistega, ki je glasoval, vse ostalo nepomembno. No, ampak končno, recimo, očitno danes se pa bo državni zbor zdaj začel res ukvarjati s temi problemi, ki jih je na nek način zakuhala
prejšnja oblast, to pa je predvsem 3 milijardna luknja v proračunu. Ne. Zdaj tudi primanjkljaj, javnofinančni primanjkljaj v bruto domačem proizvodu bo v letu 2028 dosegal 3,5%. Skratka, tisto, kar so opozarjali ekonomisti, da naj seveda finančno ministrstvo in prejšnja vlada ne pripelje javnofinančnih zadev do roba, se je zdaj zgodilo, kajti zdaj bomo lahko padli čez rob, ker so geopolitične razmere take. In danes imajo v Državnem zboru na prvi izredni seji že interventne ukrepe. Ne, zdaj, seveda, Levica bije plat zvona, sindikati so spet se aktivirali. Torej, kaj lahko pričakujemo? Bo zdaj znižan DDV za hrano, bodo odpravljeni prispevki za dolgotrajno oskrbo, ki so bili res kriminalno obešeni na vse, tudi upokojence. Kaj lahko zdaj pričakujemo, glede na razmere v Državnem zboru? Ja, zelo zahtevno vprašanje se mi zdi kočljivo, na katerega bo mogla pač politika dati odgovora. Ne? Spet žal lahko vidimo, da slaba polovica pač Državnega zbora ali pa stranke, ki so na teh volitvah dobile slabo polovico glasov, jih to ne zanima. Ne? Čeprav so najbolj odgovorne, da ne rečem edino odgovorne, da so nas pripeljale v situacijo, v položaju, v kakršnem smo. Ne? Minister za finance, dosedanji Boštjančič, ki je še lani govoril, da denar v proračunu je ali pa ga ni. Ja. Zdaj vemo, da ga ni. Se pravi, sam še ta možnost je ostala. In obnaša se pa tako, kot da je zdaj Janša kriv za to, da ga ni. Ni kriv Janša. Je pa res, da bo Janša zdaj ali pa kdor bo prihodnji vlado, tudi večine, ki bodo potrebovali kakršnekoli zakone v parlamentu, pred zelo zahtevno nalogo, in jaz bi jim svetoval veliko preudarnost, ker javnofinančna situacija ni taka, da bi zdaj lahko na vrat na nos zelo zniževali pač proračunske prihodke. Tudi če z svetlimi, bi rekel, pa dobronamernimi nameni. Realna situacija je pač taka, kakršna je. Tako da z tega vidika jaz ne pričakujem nekih drastičnih sprememb. Če pa bojo, se pa bojim, da bodo imele nasprotni učinek. Objektivna težava, v kateri smo se znašli, ali pa objektivna težava položaja, v kakršnem smo se znašli, je po moje oceni ta, da je ladja pod Robertom Golobom tako zelo zavila smeri, da je zdaj velika nevarnost, da bi kdo drug poskušal preveč na silo in preveč na hitro popravljati ta kurs. In potem seveda bi potniki zaradi teh sprememb smeri lahko doživeli morsko bolezen na ladji. To smo pa mi vsi, ki tu živimo. Če nismo v položaju recimo Roberta Goloba, da imamo tako gmotno stanje, da nas to osebno ne zadeva. Tako da tukaj bi res svetoval veliko preudarnost, bi rekel, da se ne bi odzvala ta koalicija, ki očitno ima večino v Državnem zboru, na neumnosti 4-letne Goloba ali pa še večje neumnosti po volitvah, s kakšnimi preveč euforičnimi lastnimi potezami. Skratka, tukaj bo treba pokazati enako preudarnost, po mojem mnenju, kot jo očitno kažejo pri tem, kako se lotevajo oblikovanja morebitne nove vlade. Se pravi, pragmatično, preudarno, res racionalno in raje počasi kot prehitro. Ja, ampak res pa je, da je bil ta sredinski trojček, če mu tako rečemo, izvoljen na podlagi teh obljub, da bodo konec koncev z nekim omnibus zakonom, so rekli, takoj ukinili te prispevke za dolgotrajno oskrbo. Zdaj Levica bi spet rada imela drugačen prispevek za zdravstvo, ampak vendarle te visoke davke, obremenitev dela, da bo to prva poteza te nove vlade. Oni so bili izvoljeni zaradi tega. Ja, bili so izvoljeni, mislim, zdaj, zakaj jih je kdo volil, ne vemo, ker nismo šli vprašati te volivce. Gotovo so to stvari, ki so bile privlačne za en del volilnega telesa. Ampak treba je, če so do zdaj skozi govorila, da je treba gledati realno na razmerje sil v parlamentu, je treba
po mojem mnenju, realno gledati tudi na razmere v državi in pa razmere v državnem proračunu. Nam nič ne pomaga, če mi zdaj pač ukinemo 5 davkov, potem pa na konc leta ugotovimo, da pač primanjkljaj ne bo, ne vem, 1,5 milijarde, ampak 2 milijardi zaradi tega, ker smo pač ukinili 5 davkov in bomo posledično morali zdaj drugje zategovati pas in omejevati pravice. Tako da racionalno se je po mojem mnenju treba obnašati. Jaz nisem na strani tistih, ki mislijo, da se bo čez noč popravila situacija, če bomo zdaj pač ukinili davek ali pa 2, potem pa kar naenkrat bo ljudem ostalo več denarja, bo začeli to zapravljati in tako naprej. Slovenijo zaenkrat pri življenju drži še kupna moč, domača potrošnja. Zdaj to potrošnjo bistveno zmanjšati bi bilo po moje ta hip zelo nevarno, ker vidimo, da zunanja situacija nam nikakor ne gre na roko. Energenti se dražijo, s tem se dražijo proizvodni stroški, s tem se povišujejo cene hrane. Proizvodna, kot sem rekel, se draži. Problemi so z, bi rekel, izpolnjevanjem naročil, doseganjem kupcev in tako naprej. Tako da situacija je res zelo zapletena. Tako da politično všečne poteze, bi rekel, prehitre, se lahko kaj hitro vrnejo kot bumerang. Dobro, zdaj, če pustimo prihodkovno stran proračuna, tako kot ste zdaj rekli, nedotaknjeno, po tej tezi, vendarle je treba nekaj storiti na strani odhodkov, vitko upravo, varčevanje. Zdaj tudi ta Golobova odhajajoča vlada je rekla, začnite varčevati. Ali pa recimo korupcije, kje pa je zdaj ta boj proti korupciji? Tu mislim, da je dosti prihrankov možnih. Če pogledamo pač že zgor neko družbo Borzen in tako naprej, kam je šlo tistih 200 milijonov, o čemer smo lahko tudi poslušali v javnosti in tako naprej. Na odhodkovni strani se gotovo da kaj narediti, enako kot na prihodkovni. Se pravi, fajn je, da so te stvari pač čim bolj uravnotežene, in dejansko bo potrebno na nek način pogledati, kam zadeve gredo. Težava je, da prejšnja vlada je res v bistvu vedno pač skočila, predno je rekla hopa. In vse, kar so mogoče tudi po lastni pameti dobronamerno želeli narediti, se je kasneje izkazalo za javno finančno nevzdržno, da so pocenili finančne posledice in tako naprej. Kot če pogledamo dvig plač v javnem sektorju, ukinitev neobveznega dodatnega oziroma dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je zdaj obvezno, pa za katerega zdaj plačujemo več, kot smo prej, zato da z njega dobimo manj, kot smo prej, in tako naprej, da ne naštevamo vsega. Tako da gotovo tukaj so verjetno še možni kakšni interni prihranki. Problem je, da bo tako, bi rekel, morebitno zniževanje prihodkov v proračun, kot morebitno zniževanje odhodkov iz proračuna naleteli na odpor vseh tistih, ki smo jih naštela na začetku tega najnega pogovora. In to je ta težava, s katero se bo nova oblast morala soočiti. No, zdaj nova oblast, če pogledamo Janez Janša, on ima eno določeno taktiko. To se pravi, ne bom zdaj rekla, da zavlačuje, ampak majčkeno čaka zdaj. Zdaj, kako vi komentirate to taktiko Janeza Janše, to, kar zdaj počne? Janez Janša je izkušen politik, od trenutno aktualnih politikov gotovo najbolj izkušen, verjetno dobro ve, kaj počne, zakaj ne hiti. Podobno se je obnašal tudi v času, ko je Marjan Šarec odstopil, tudi takrat ni hitel. In potem, ko se je pokazalo, da ni bilo nobene druge možnosti, kot njegova vlada pač se tega bolj, bi rekel, aktivno ali pa bolj na očeh javnosti, da tako rečem, bilo to, bi se vrnil k svoji prejšnji oceni. Jaz mislim, da Janša dela v tišini, kar se mi zdi pravilno, medtem ko Golob pač gruli, če hočete, kokodaka na čistini. 4 leta smo imeli priložnost spremljati, kako je to, če gruliš ali pa kokodakaš na čistini. Rezultati tega so zdaj vidni. Rezultati so ne slabi, če ne katastrofalni. Tako da jaz mislim, da je zdaj treba pustiti, da se poskusi s kakim drugim pristopom. Janezu Janši se je po mojem mnenju že v volilni kampanji obrestovalo, da ni silil v ospredje, da ni še sam podžigal tega anti-Janša sentimenta, ki vidimo, da je pri nas še zmeraj močan. Če pogledava z te strani, gospa Petrovčič,
Meni se zdi na nek način skoraj fascinantno, da je Robertu Golobu uspelo na 2 zaporednih volitvah prepričati relativno večino volivcev, da mu da glas, ne. Še posebej na teh drugih, glede na rezultate, kakršne je imel 4 leta in kako se je v tem času obnašal. Ne. Tega ne smemo zanemariti. Ne. Se pravi, relativna večina tistih, ki so glasovali, je še zmeraj glasovala za to, da se nadaljuje, bi rekel, rajanje Roberta Goloba in kompanije na oblasti. Ne. To je treba razumeti. In do teh ljudi je treba tudi na nek način dostopati. Z njimi se je tudi potrebno pogovarjati. Ne? Tako kot pravim, da se je potrebno pogovarjati z volivci pač SDS, stranke Resnica, Demokratov in NSI, ne? Česar Golob ne počne. Tako se je potrebno tudi pogovarjati z volivci Roberta Goloba. Ne? In Janez Janša, če se bo z njimi želel pogovarjati, če bo želel pač kolikor toliko učinkovito vladati, potem bo moral biti postopen, previden in pragmatičen. No, ampak recimo, če se v javnosti nekako strinjamo, da je Janez Janša nekakšen neformalni vodja tega desnega bloka, recimo. Ampak sprašujemo se pa, kdo vodi levi blok? A je to Zoran Janković, a je to Milan Kučan, a je to Robert Golob, najbrž ne. Sploh ne vem, kaj je zdaj ta levi blok, kdo ga vodi? Na to vaše vprašanje ni moč dati, se mi zdi, enoznačnega odgovora, no? In to mislim, da je velik problem pač tranzicijske levice v Sloveniji ali pa anti-Janša političnega bloka. Ne? Že to, da je nastal na tem skupnem imenovalcu samo, da ni Janša, je dosti slabo. Ne? Še slabše je pa potem to, kar sami pravite, da se ne ve točno, kdo ga vodi. Ne? Oziroma, da se zdi, da ga vodijo neki centri moči, ki niso formalni centri moči, ki bi ta hip vladali v Sloveniji. Ne? Golob je mogoče tam 4. do 5. tu. Ne? Mogoče ga vodi predsednik UEFA, gospod Čeferin, mogoče ga vodi ljubljanski župan Zoran Janković, mogoče ga vodi nekdanji predsednik Republike Milan Kučan, v končni fazi mogoče ga vodi Tina Gaber, kaj pa vemo. Ne? Skratka, Robert Golob ima objektivno težavo, da tudi če se veseli tega, da bo vodja opozicije in da bo zdaj 4 leta v opoziciji, bi moral vedeti, ne? Če pa ne ve, pa bi bilo fajn, da se o tem čim prej poduči, da v primerih, ko vlada Janez Janša, ne, še noben vodja opozicije ni potem bil glavni kandidat centru moči tranzicijske levice na naslednjih volitvah zoper Janeza Janša. Zmerom so potem našli nekoga drugega oziroma tretjega. Ne? Tako da, če bo dejansko Robert Golob vodja opozicije, potem pomeni samo to, da bo v politiki plesal samo še najkasneje do naslednjih volitev. Ampak imate vi občutek, jaz imam občutek, da on sploh ne bo zdržal v opoziciji, da se bo najbrž umaknil. Jaz imam ta občutek, da je zelo nemotiviran za to, da bi bil v parlamentu samo nek dvigovalec roke. Ja, problem bo, ker seveda zdaj so njegove izjave še imajo nek odmev, ne nastopi v javnosti, zdaj to se bo seveda čedalje bolj zmanjševalo, kakor se bojo oddaljevale volitve in kakor več časa bo nastopila, če bo nova vlada in lahko, da bo izgubil interes in voljo. Ne. Predvsem bojo mediji in volivci izgubili interes in voljo za to, da bi ga še poslušali. In to utegne biti zanj precejšen šok. Ne smeva zanemariti, pa to ni zdaj opaska, ki bi letela na pač zakonska razmerja Roberta Goloba, ki ta me osebno res ne zanimajo, ne? Ampak dejstvo je, da njegova zdaj soproga, prej pač partnerka, je pomemben politični akter, tudi po njegovi in po njeni lastni volji, ne? In z njene strani nismo slišali ničesar, karkoli, sploh v javnosti od 18. ure 22. marca na dan volitev. Ne. Se pravi, kot bi rekli naši zahodni sosednji, popoln silencijo stampa od takrat naprej. Ne. In to gotovo tudi vpliva, se mi zdi, in na politični položaj Roberta Goloba in očitno tudi na njegovo čustveno stanje. Obakrat ne pozitivno, se mi zdi. No, ker zanimivo, ne, oni so tudi, torej Gibanje Svoboda so umaknili predlog, kako naj se sestavlja vlada in takoj zatem je potem Janez Janša vložil predlog o ministrstvih. Ne. Kako si lahko to razlagamo? Ja, pač Janša nekako sledi tej svoji strategiji, ki jo je tudi napovedal, že odkar so bili znani rezultati volitev. Skratka, pač
pusti, da Robert Golob poskusi, ko temu ne uspe, pa poskusi še sam. Ne. Sej kako drugače bi se pa lahko obnašal. Ne. Če bi se obnašal isto kot Golob, ne, se pravi bil sam užaljen, pa potem samo govoril o prevarah, pa zabavljal na račun svojih političnih nasprotnikov, tekmecev, kaj bi od tega recimo država imela. Ne. Zdaj, če država nima nič od tega, da Golob sestavlja vlado na TikToku, ne bi imela nič od tega, če bi jo še Janša sestavljal na TikToku, ne, a pa še manj. Tako da v bistvu fajn je, da nimamo Janše in Goloba, ki bi se pogovarjala na TikToku, ne. Boljš bi bilo, da bi imeli oba, ki bi se pogovarjala v parlamentu, zaenkrat zgleda, da imamo sam Janšo in pač s tem se moramo sprijazniti, nam je to všeč ali pa ne. No, Zoran Stevanović, predsednik Državnega zbora, je dejal, da bi bila izvolitev mandatarja možna že v prvem krogu. Verjamete to? Jaz mislim, da teoretično je možno. Ne? Mislim, da je rok, ki ga je postavila predsednica Republike 10. maj, ne? Ja. Do takrat je še kar nekaj časa. In teoretično je možno, da bi pač prinesel, po mojem mnenju, edini, ki je to ta hip sposoben, Janez Janša, 46 glasov predsednici Republike do tega roka. Jaz mislim, da za državo bi to bilo dobro. Jaz mislim, da najslabše bi bilo, da bi bilo zdaj neko brezvladje dolj časa. Druga najslabša opcija bi bila, da bi ta koalicija, ki očitno obstaja, izvolila vse ostalo ali pa izglasovala vse ostalo, tudi neke interventne ukrepe, samo vladene, ne? Ker interventni ukrepi brez nekoga, ki jih bo izvajal tako ali tako, nimajo posebnega učinka. Tako da jaz mislim, da za državo bi bilo dobro, če je to možno, da se ta proces čim bolj pohitri. Ne? Res pa je, kot sva že govorila oziroma se ves čas pogovarjava, to zahteva veliko napora, tudi zahteva svoj čas. No? Ampak strinjal bi se z mnenjem predsednika Državnega zbora, ne? On je sigurno o tem tudi zelo dobro poučen, ker ima pogled, ki ga midva recimo nimava, da teoretična možnost obstaja, da bi že v prvem krogu dobili mandatarja in če bo za njim neka trdna večina, vsaj 46 glasov, bi jaz bil zelo naklonjen tej možnosti. No, poglejmo, kaj predlagajo katera ministrstva, ne, in kje so bistvene razlike. V redu, Ministrstvo za finance, to je klasika. Ne. Zdaj pa gospodarstvu bi se pridružilo še delo in šport. Ne. Potem notranje zadeve, javna uprava, to se razume, to smo tudi nekoč že imeli, infrastruktura in energetika, to je bilo tudi že skupaj narazen, to je vedno premikanje, izobraževanje, znanost in mladina, za mladino, vidite, to je nov pojem. Ne. Solidarna prihodnost izginja, zdaj vstopa mladina. Ministrstvo za zdravje to poznamo, okolje in prostor tudi, za demografijo, družino in socialne zadeve. Zdaj izginile so enake možnosti, če gremo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od danes. Pravosodje, kmetijstvo, kulturo, lokalno samoupravo, kohezije in regionalni razvoj. To je pametno obrambo za zunanje in evropske zadeve, pa seveda tudi za Slovence po svetu brez listnice. Kako gledate na te spremembe v ministrstvih? Zdaj jih je 14, bi bilo po novem, pa to ministrstvo 15. Ja, to, kar ste našteli, se mi ne zdi, kaj posebej pretresljivega. No? Bi rekel, da konceptualnih sprememb ni to zelo veliko. Največja je mogoče še ta, ne? Da bi segment dela oziroma zaposlovanja šel pod Ministrstvo za gospodarstvo. Ampak soditi, se tudi v Evropi je tako. Ja, različni modeli so, ta je tudi dosti prisoten. Ideje o tem niso nove, no. Ja. Jaz moram reči, da recimo tako idejo je imel že takratni minister za delo Vlado Dimovski, v zadnji vladi pač Janez Drnovška in potem Toneta Ropa, se pravi mandat 2-0-2-4, ne, kar pomeni, da že od takrat je že kar nekaj časa in z drugega političnega pola, kot recimo zdaj ta ideja prihaja, tako to se mi ne zdi kaj posebej problematičnega. Bolj se mi zdi problematično to, da je seveda v Sloveniji vse terja svoj čas. In ta preobrazba resorjev, prestavitev ljudi in področji pristojnosti z enega resorja na drugega terja svoj čas. In lokacij. In potem je tu še veliko, pač bi rekel, čist praktičnih, logističnih težav, prezaposlitev ljudi, sprememba pač tudi, bi rekel, imen, ministrstev, tabel, ne. Sej mogoče se komu zdi to trivialno, ampak na koncu vse to terja svoj čas.
Situacija pa zdaj ni taka, ne, da bi si lahko recimo privoščili pol leta prostega teka, zato da se pregrupiramo, da rečem tako, pa preimenujemo in tako naprej. Tu jaz mislim, da bo nova oblast, če bo do nje prišlo pred kar velikim izzivom, kako to čim hitreje, čim bolj učinkovito speljati, pa hkrati ne na račun tega, da se ukvarja z vsebino, za katero bo posamezen del te oblasti pristojen. Torej, izginile so enake možnosti, ne? Spet je prišla noter demografija. To jaz mislim, da je v enem delu je zgolj semantika, v drugem delu pa se mi zdi, da demografija je pomembna v Sloveniji, ker vemo, da imamo negativen prirast, ne, da nam nataliteta pada in na tem področju bi morali storiti več. Prejšnja vlada Janeza Janše je že dokazala, da lahko tudi v času epidemije na tem področju stori neke pozitivne korake in to, da stavijo na demografijo, se mi ne zdi toliko slabo, no. Jaz ne verjamem, da bojo enake možnosti zdaj izginile tudi v praksi, ne, če bojo izginile z imenom, enako kot mislim, da to, če bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, ne, da to ne pomeni nič kaj dosti slabega. Bolj mislim, da pač bodoča najverjetnejša koalicija želi pač z imeni resorjev dati te neke poudarke, ki izhajajo iz njihovih volilnih programov, ne. V praksi jaz verjamem, da bodo ministrstva, ki bodo za to pristojna, pač enako dobro, kot do zdaj skrbela za področje, ali pa mogoče celo boljše. Ampak čakajte, kaj dela šport v Ministrstvu za gospodarstvo? To pa ste, bi rekel, čist zadel tudi moje razmišljanje. Jaz sem že v prejšnji vladi bil absolutno proti temu, da se je ta sprememba zgodila. Imam kar nekaj tudi osebnih izkušenj z Ministrstva za izobraževanje ali pa šolstvo in šport. Ne. Ja, tja bi sodilo, ne? Šport je sestavni del, bi rekel, tudi našega šolskega sistema, saj do zdaj je bil. To se mi zdi dobro, ne? Šport ni samo biznis, ne? Čeprav če dalje bolj to postaja. Slovenija je tu tako omejena, ker imamo omejene finančne vire, ne? Se pravi, da rečem, ta neprofesionalni šport je pomemben tudi za zdravje otrok in v praksi se že žal poznajo negativne posledice tega, da je področje športa šlo na drug resor, a ne? Ker je zdaj bistveno težje usklajevati tudi, bi rekel, športne aktivnosti v šolskem prostoru, v šolskih telovadnicah in tako naprej, kot je to bilo prej. No. Tako da, če bi jaz odločil, bi se odločil, da šport gre nazaj pod izobraževanje, ker na gospodarstvu se mi zdi, še posebej zdaj, če bo tam tudi delo in zaposlovanje, bo bolj, kot smo rekli včas, zadnja luknja na piščali, ja, na frulici in to se mi zdi slabo. No. Dobro, zdaj recimo vlada bo kakršna bo, če jo bo sestavil Janez Janša. Ja. To, kar recimo lahko opazimo, pa me zanima, ali je to dobro ali ni tako dobro, je, da v bistvu, če vlado sestavlja Janez Janša, je ves čas nekje že neka ekipa, ki že čaka in je že določena, kam se bo kdo usedel. Že vemo, minister, dobro, govorice krožijo, ne vemo, ne? Ampak to so že neki ustaljeni ministri, ustaljena imena. Zdaj je to dobro, kajti seveda, to je dobro, ker pri vladi Roberta Goloba smo dobili, kot ste rekli, neko gospo iz nekega bifeja, pa ne vemo koga, ne. Zdaj je to dobro, da so to ustaljeni ljudje, mogoče bo kdo prišel celo že upokojen, pa se bo reaktiviral. Kaj vi mislite o tem? Ja, mislim, načeloma je zmerno dobro, če so to ljudje, ki imajo izkušnje, ne, politične ali pa celo z vodenjem pač resorjev, ki so neka javnosti znana imena, da tako rečem, v narekovajih preizkušena, ne. Po drugi strani pa mislim, da realna politična situacija in trenutne razmere terjajo tudi ljudi, ki imajo zelo veliko energije in so zelo motivirani. Ne? Se pravi, ne nekoga, ki bi pač mu ministrsko mesto pripadlo v narekovajih zaradi preteklih zaslug, ali pa ki mu bi bila ambicija postati še minister ali pa še minister za to, da si obogati svoj življenjepis, ne? Ampak res nekoga, ki ima znanje, voljo, energijo in, kot sem rekel, motivacijo za to, da premakne stvari na bolje. Ker dela bo veliko in delo bo težko. No? Tako da osebno bi si želel mogoče manj nekih strankarsko preizkušenih imen, ne? Na podlagi preteklih zaslug, pa več ljudi, za katere bi imel občutek, da so res motivirani in imajo znanje, da premaknejo stvari na boljš v dobrobit vseh nas. Ne? Počakamo, ko bodo uradna imena znana, pa bo potem lahko dala boljšo oceno
a je več prvih ali več drugih. Ja, ampak vendarle recimo zdaj, tako pravijo analize volitev, mladi so izvolili desno opcijo. Ne? Ja. In to je zelo začudilo, seveda jasno, stranke ali pa posameznike, ki bolj težijo na levo stran, predvsem univerzitetne profesorje. Ne? Poglejmo, kaj je Samo Uhan povedal o tem, kakšni so zdaj ti mladi, ki so volili desnico. Tako da verjetno pridemo do tega posplošene ocene in kritike, kako se mladi zdaj masovno premikajo v desno, da je treba to malce z enim zrnom soli. Aha. To bi pomenilo, da mladi tudi razumejo, kaj je desno. Kot kaže raziskava, v resnici ne. Zopet omenjam raziskavo kolegice Ideje, kjer ugotovi, da ko greš malce naprej s spraševanjem in jih sprašuješ, kaj si predstavljajo pod tem, in kaj dobijo recimo z šolo, zdravjem in tako naprej, enostavno vidiš, da v njihovih glavah ni nobene povezave med davki in delovanjem javnih sistemov. Oni se samo dobro počutijo, ko so lahko, ko pluvajo po državi, ker je država za njih nekaj, kar smo prej slišali, nek monstrum. In v tem jih te nove desnice, ki niso desnice, ampak so radikalni konzervativci, povzeto prekopirano po Magi in tako naprej. Tudi Janša ne govori več, on je bil antisistemski, že ko sodišče ni priznaval, krivosodje, pa mediji, pa karkoli. V tem jih opogumljajo. Na nek način jih delajo, iz mladih probajo delati neke upornike. Zato lahko gojimo nekaj malega upanja, da če sami postanejo sistemski, da jih bo nekdo... Potem pa izumijo globoko državo, proti kateri se borijo še naprej. Ampak pa še nekaj bi rekel, ko smo v raziskavah javnega mnenja to segmentirali te populacije, moram povedati, da to ni nekaj zelo novega. Najmanj 20-25 let že opozarjamo, da so mladi fantje, ampak mladi zdaj od 18 do 21 let nekako z nižjimi stopnjami izobrazbe ali pa tistih, ko končajo v poklicnih šolah in potem postanejo podjetniki, te, bi rekel, nosilci teh radikalnih vrednot, z neko mizoginijo, z nekim čaščenjem, mitov državnih in tako naprej. Ampak to se nam pojavlja zdaj že kar 20 let. Recimo, odnos do abortusa, to ni, pri mladih fantih to ni od včeraj, negativen odnos je že najmanj 20 let. No, lejte, mislim, to je dekan fakultete za družbene vede, Človek dobi občutek, da so te, zdaj tako pogojno rekla, boljševiki še vedno visijo na tem, država je vse, Mi moramo mladem oprati glavo, Saj to je splošno prepričanje. Čim nekdo malce drugače misli, ga takoj označijo za neumnega, Ali pa recimo takoj mu prilepijo spet to oznake mizoginija, ali pa niso pametni, pa so brez izobrazbe in tako naprej. Pa poslušajte pa, da se to je noro, jaz ne vem, če bi bil to šef marksističnega centra, potem bi rekla, v redu, to je pač ta teorija, ampak da to nekdo reče, dekan neke fakultete, ki naj bi učila o neki širini, me pa zelo čudi. No, seveda so bili tudi odzivi in mladina zahteva, da odstopi ta dekan. Ja. Kaj vi mislite o tem? Zdaj sem jaz v kočljivem položaju, ker jaz sem, ne samo, da je to dekan z moje alme mater, ampak sem tudi alumni fakultete. Ja, dobro, lejte, vse imate lahko, zdaj, če je to prava fakulteta, bo dovolila tudi vaše drugačno mnenje. Ne, se to dovoli, zato posebej ga dovoli, če nisi več zaposlen na fakulteti, ker je že dolgo časa nisem. Ne, to sem hotel reči, jaz sem tudi alumni fakultete za družbene vede, zdaj tako, če bi bil, bom začel na koncu, če bi bil to direktor marksističnega centra, bi drugače govoril kot kolega Samo Uhan, bi pač preseb iskal razloge za to, zakaj so mladi taki, kot jim ni povšeči, ampak šalo na stran. Zdaj, vsak znanstvenik, raziskovalec ima pač pravico do lastnega mnenja, to absolutno, je pa treba vedeti, da ko nastopaš pač v vlogi dekana ene izmed članic Univerze v Ljubljani, se razume to kot stališče pač Univerze v Ljubljani oziroma te dotične članice. Tu pa je že treba biti malo
malo bolj pazljiv, ne, kaj recimo rečeš. Ne. Razumeti moraš, da na fakulteti za družbene vede, vem iz lastnih izkušenj, pač študirajo ljudje, delajo ljudje, ki se s tabo lahko intimno strinjajo, ali pa tisti, ki se s tabo pač intimno ne strinjajo. A ne? Tisto, kar se meni zdi bolj problematično od tega, kar je kolega Uhan v tem delu povedal, v tem delu posnetka, ki ste ga vi zavrteli, se mi zdi drugo, ne? Kjer pač poziva predsednico republike naj ne podeli mandata. Tako, da 46 glasov ni 46 glasov. Tudi če jih prinese, ne? Ker to so pa res... To so pa zdaj Janševih 46. Tu bi pa rekel, no, da je šlo za nek zdrs kolega Uhana, no, pač neko politikanstvo, ki ne pritiče niti njemu kot znanstveniku, še manj pa nekomu, ki je dekan recimo neke članice univerze v Ljubljani. No. Zdaj te reakcije, ki so pač bile v enem delu, ne, češ da se želi, da odstopi, ne. Zdaj kot odstopil pač lahko ga pozove nekdo, ki je član, bodi si alumni fakultete ali pa aktualni član. Ja, ne, zdaj nima smisla, da kot stopu, to isto kot pozivi kot stopu, da naj Janša gre z čela SDS, ki prihaja izven SDS. Ne. Torej bi ga vi pozvali kot Senat, kot vidim, ga je baje, ne, če gre verjeti medijskim zapisom, soglasno podprl pač pri tem njegovem izvajanju. Mislim, če bi jaz bil član senata, bi se pri tem glasovanju najmanj vzdržal. No. Tako sem rekel, pa če s tem, da on pove, kaj misli in da to utemeljuje z nekimi raziskovalnimi podatki, nimam težav, mislim pa, da je neprimerno. No, da pač kot dekan katerekoli članice, katerekoli univerze v bistvu polagaš niti, da bi bil vprašan, ne, sej predsednica republike ga ni povabila k sebi na pogovor na 4 oči, pa ga vprašala, kaj misli, da naj naredi, ne. Če bi ga, je pol sploh brez veze, da javno razlagaš, kaj svetuješ, se pravi, kot bi rekli v bivši skupni državi, ničim izazvan se oglasiš tam in pač z nekimi politikanskimi pozivi, komu naj predsednica republike se mora, podeli mandat, pa komu ne. Zdaj, jaz si ne predstavljam situacije, v kateri bi nekdo prišel s 46 poslanskimi glasovi, kateremukoli predsedniku republike v Sloveniji in bi ta rekel, ne dam ti mandata za sestavo vlade. Ne? To bi v bistvu šlo v nasprotju s tem, kako smo se mi zamislili politično ureditev v Sloveniji, ko smo šli v samostojnost, kako smo koncipirali ustavo in kako smo koncipirali naš politični sistem. No, ampak mene, ki sem vrsto let pokrivala gospodarstvo, pa drobno gospodarstvo, me je pa zbudilo še nekaj. Ne? In to smo ves čas opažali in še danes, to nekako s strani teh levih intelektualcev, to zaničevanje obrtnikov, poklicnih šol, spet sem to čutila. V Avstriji tega ni. A veste, v Avstriji je vsak poklic je dostojen, je vreden spoštovanja, ne pa iz te leve sredine bolševistične, kjer vendarle ves čas govorijo o nekih delavcih, v bistvu tole govorijo o ljudeh, ki imajo poklicne šole. To imate prav, no, to kaže malo na neko salonsko levičarstvo, ne, ali pa nek slonokoščeni stol, po katerem mogoče tudi ni dobro, če je univerza ujeta, ne. Zdaj, da podjetniki postanejo samo neki bivši dijaki poklicnih šol, če sem prav razumel kolega Uhana, ne, tudi če bi to veljalo, ne, v glavnem so oni glavni plačniki davkov v proračun, oni so tisti, ki zaposlujejo, ne, oni so tisti, ki morajo zaslužiti dovolj na trgu, da potem se plačajo bruto plače teh zaposlenih, se pravi tudi prispevki za pokojninsko varstvo, za zdravstveno varstvo. Ne. Tako da, če on učita tem menda desnim mladim, ne, da ne razumejo pač zveze med davki pa med javnimi storitvami, ne, lahko midva podoben učitek nanj ga nasloviva. Tudi on ne razume med tem, odkje ti davki povezajo tem, odkje ti davki pridejo, ki v končni fazi tudi njegovo plačo. Pa da ne bo nesporazuma, ne, davč od tega, da bi jaz oporekel plače javnim uslužbencem, ne, kot je tudi kolega Uhan, ne. Sam vseeno je fajn, če najprej pometeš pred svojim pragom, še posebej, če si ti dekan, recimo, in redni profesor, ne, na drugi strani so pa po tvojih lastnih besedah neki dijaki poklicnih šol. Ne. Zdaj, če dijaki poklicnih šol boljš razume realno politično situacijo od dekana ene članice univerze v Ljubljani, to ni toliko problem za dijake poklicnih šol. Ne. Bi pa sam še to rekel, če dovolite generalno, kar se tiče domnevne
volilnih preferenc mladih ta hip v Sloveniji, ne. Jasno je, da za spremembe so glasovali tisti, ki niso zadovoljni s stanjem v Republiki Sloveniji ta hip. Ne. In če so to bili mladi, mene to prej navdaja z optimizmom, kot pa s pesimizmom, ker težko me bo kdo prepričal tudi po tem, kar zdaj govori, ne. Oblast, ki je bila 4 leta, naša oblast, ne, kako je realno stanje stvari, me bo težko kdo prepričal, da tisti, ki je šel na te volitve z ambicijo, da se stvari spremenijo, da je to nekaj negativnega. No in še ena, da tako rečem, univerzitetna ali pa akademska afera je izbila ta teden, nekateri so celo rekli, da gre za akademski fašizem na filozofski fakulteti, torej kot drugačno mnenje, pomeni tudi konec kariere. Doktorica Saška Štumberger, enostavno, ona pravi, da je bil to politični linč zaradi različnih stališč, očitno je bila izključena, je izgubila službo. Kako pa to komentiramo? Ja, nažalost moram priznati, no, da na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je to očitno kar stalna praksa. Ne. Poznam osebno vsaj 2 primera. Kolega psihoanalitik Roman Vodeb pač ni mogel doktorirati iz naslova, ker je pač imel drugačno stališče, kot je očitno neko uradno, ne vem, v narekovajih politično stališče te fakultete. In kolega Boštjan Turk je imel silne težave, ne, več poskusov, da je postal pač končno redni profesor, čeprav je po vseh objektivnih kriterijih že prej izpolnjeval ta merila, ampak zmeraj v podtonu, ne, ker se pač aktualno vodstvo Filozofske fakultete ni strinjalo z njegovimi osebnimi stališči. Ne. Tako da vidimo, da na Univerzi v Ljubljani, kar me žalosti še enkrat, kot pač, ker je to moja alma mater, stanje ni rožnato. Ne. Po eni strani imamo eno članico, kjer očitno pač, bi rekel, z nekim berufsverbotom kaznujejo drugače misleče, po drugi strani imamo pa dekana ene druge članice, ne, ki razlaga, kaj je pač edino zveličavno in kako je treba razmišljati, vse ostalo je pa napačno. Ne. To niso dobri znaki, no. Jaz mislim, da bi pač morali ločevati med, bi rekel, nekimi akademskimi ali pa tudi, če hočete, dnevno političnimi debatami, pa med tem, da nekdo, ki formalne pogoje izpolnjuje za zasedbo nekega delovnega mesta, pač to delovno mesto lahko še naprej zaseda. No. To so zelo nevarne vode, v katere plujemo, ne. In posebej me žalosti, da očitno v teh nevarnih vodah so glavni pirati ljudje, ki politično nazorsko, vsaj deklarirano spadajo isto stran političnega prostora, kot pa jaz osebno. Boste zamenjali vi osebno ta politični prostor? Mislim, prostor težko zamenjaš, v prostoru se pač gibaš, a ne, tam, kjer si navajen, kamor spadaš. Bolj bi rekel, da se moramo presprašati volivci, ali pa da se morajo volivci levih strank v Sloveniji prevprašati, ali je to, kar se jim ponuja, še zmerom levica. Ne? Če zdaj spet obrnem fokus, kolega Ohan je rekel, ne, mladi ne vejo, da to ni desnica, kar oni pač podpirajo, ne? Ali pa desnica ni tisto, kar bi oni želeli podpirati. Enako ali pa še bolj, bi rekel, na mesto je vprašanje, ali je to, kar se v Sloveniji prodaja kot levica, še levica. Ne? Ker v bistvu to, kar zdaj spet poslušamo, te krilatice, ukrepi samo za bogate, ne? Ja, ljuba duša, gospa Petrovčič, aktualna predsednica republike, še vedno aktualni predsednik vlade, ne? 2 težka levičarja, na kateri strani dohodkovne lestvice ali pa premoženjske lestvice, da se bolj natančno izrazim, pa ona 2 recimo sta. Ne? Tako da, dokler ne, bodo največji levičari, največji zaslužkari, ne? Taki in drugačni, potem ima levica sama sabo dost problemov se ne rab pokvarjati s tem, kako razmišljajo mladi desničari. Ne? In ali je Univerza v Ljubljani še vedno Univerza Edvarda Kardelja? Ja, jaz mislim, da ni več, ne, da že dolgo ni več, tudi, ampak mogoče pa
bi nekateri radi, da bi bila. Ne? Ampak Univerza Edvarda Caldela spet v nekem zgrešenem smislu, ne? Se pravi neka enoumna univerza. Ne? Ja, Sej Univerza v Ljubljani, tudi ko je bila še Univerza Edvarda Caldela, je recimo sproducirala kadre, kot sta Igor Bavčar ali pa Janez Janša. Ne? Se pravi, če se je takrat dalo, se verjetno da tudi danes. Ne? Gotovo pa ni prava smer, da bi zdaj se obračali nekam v preteklost. Ne? Mi moramo gledati v prihodnost in moramo gledati v to, da pač seveda je univerza, kot že definicija univerze pove, pač avtonomni prostor, ne kritičnega in znanstvenega razmišljanja, ne pa ponavljanja političnih floskul in pač kaznovanja z bruf s verbotom tistih, ki se z nami ne strinjajo. No, ta teden seveda smo izvedeli, da je sojenje Svetlani Makarovič sa strani doktorja Jožeta Možine, žalila ga je javno, in to se je še večkrat potem ponavljalo na drugih prireditvah, da je zdaj spet prestavljeno. Kaj se dogaja? Ja, to je zanimivo, ne? Se pravi, pač navajeni smo, da je pravica zelo počasna stvar v Sloveniji, ne? Nismo pa do zdaj bili navajeni, da pač neka sicer javna oseba, ampak ki nikakor na noben način ni na nobeni javni funkciji, kaj šele politični funkciji ali pa nek del pač aktualne politike, bi rekel, ima zelo dober status v slovenskem pravosodju ali pa se zelo benevolentno do nje pač obnašajo v zvezi s tem. Ne. To spet kaže na neke dvojne standarde, ne. Se pravi pravosodje, ki nima nobenih težav, da recimo liderja opozicije in zdaj celo najverjetnejšega novega mandatarja Janeza Janšo ne vlači po sodiščih, kadar se jim pač zazdi. Ja, Trenta je spet obujena. Ja, to so pač reciklaža, ne, tako ko pride pomlad, pa zacveti, ne, pa spet Trenta. Zacvetijo rasline, spet Trenta, ja. Po drugi strani pa pač bi rekel čisto neka zasebna stvar, ne, kjer nek zasebnik toži neko drugo zasebnico zaradi razžalitve dobrega imena oziroma časti, bi rekel, se popolžje stvar premika naprej. Ne. Ja, ampak šlo je pravzaprav za utišanje, ne? Kajti ta njen tekst, to besedilo se konča jezik za zobe Možina. Možina je pa naredil nek utrip, ki govori prav o teh današnjih dneh, ne, temu dnevu OF, ki ga ni bilo, prav o tej veliki laži, ki jo producirajo že več kot 50 let. Ne. To se pravi, mi tudi o tem ne smemo nič vedeti. Jezik za zobe Možina, da ne govorimo o drugih žaljivkah, ki jih je izrekla. Recimo, da pač gospe Makarovič, ki je po drugi strani nedvomno pač velika umetnica, lahko damo neki, bi rekel, prostora pri uporabi retoričnih figur. Ne. Res pa je, da potem mora biti tudi sama pač toliko benevolentna do drugih, ne, oziroma da pač mora biti pripravljen dokazati svoj prav na sodišču. Ne. Zdaj, če bi bil zdaj zelo kritičen do tega, da je napisala jezik za zobmi, ne, bi moral biti tudi kritičen do tega, kar recimo meni očita dosedanja predsednica Državnega zbora, ne, ko sem rekel, da pač spreminja Državni zbor v Kurban House. Ne. To je tudi retorična figura. Tako da z tega vidika jaz ne vidim problema, da ima gospa Makarovič, da uporablja te retorične figure. Ne. Sigurno pa vidim problem, da če je bila pač žaljiva do gospoda Možine, ne, če mu je očitala nekaj, kar ni res, da pač ni pripravljena očitno zdaj tega dokazati na sodišču. Ne. Jaz sem se na nek način veselil pač postopka omenjene predsednice Državnega zbora zoper mene na sodišču, do kjer ga ni prišlo. Ne. A tudi imamo podobno zgodbo, ne. Se pravi, človeka se oblati, potem pa se izogiba temu, da se dokaže svoje trditve. Ne. Ja, dobro, zdaj vi ste omenili ta tako imenovani Kurban House, ne, vaš tekst, ampak ona je le rekla, našla svinja je korito. Jaz tukaj ne vidim neke figure. Ja, Roman Vodeb je recimo rekel, da se obnaša kot pač podivjana kobila, ali pa če rečemo, da je nekdo se obnaša kot slon v trgovini s porcelanom. Ne. Zdaj ta pač primerjava svinje pri koritu se dosti uporablja recimo v politiki, ne. Ampak razlika ena bistvena se mi zdi tu za poudariti. On ni politik. No? Ja, ampak gospod Možina je sprožil pač postopek zasebno, a ne, kot je tudi prav.
Urška Klakočar Zupančič recimo zoper Romana Vodeba in zoper mene ni sprožila zasebnega postopka zaradi razžalitve časti ali pa dobrega imena, ampak je nad najo poslala policijo. Ne? In to je ta bistvena razlika. Ne? Se pravi, gospod Možina ni v položaju, da bi nad Svetlano Makarovič poslal policijo in upal bi se trditi, da tudi če bomo dočakali četrto vlado Janeza Janše, gospod Možina še zmeraj ne bo v položaju, da bi nad Svetlano Makarovič lahko poslal policijo zaradi tega, kar je ona v njem zapisala. Ne? Medtem ko pa Svetlana Makarovič pa v obdobjih, ko na oblasti ni Janez Janša, je absolutno po mojem mnenju v položaju, ko lahko nad Jožeta Možino pošlje policijo. In to je narobe. No, pa vendarle je narobe tudi to, ne? Zdaj, če gremo na RTV Slovenija, kjer je dr. Jože Možina zaposlen, ne? In na te tako imenovane nikogaršnje hlapce, tako so se sami poimenovali, oni dejansko niso stopili v bran svojemu avtorju, svojemu zaposlenemu. Ja, poklicna solidarnost v slovenskem novinarstvu, se bojim, je že dolgo mrtva. Ja, ampak tudi kolegijalna solidarnost delovnopravna, na največjem ali pa enem največjih javnih zavodov. Ne. Gotovo bi pač vodstvo televizije morali zaščititi svojega zaposlenega. In oni bi tožili. Tako bi bilo prav, verjetno bi morali prevzeti tudi pač pregon ali pa saj na nek način mu pomagati pri zaščiti njegovih pravic. Ampak, veste, gospa Petrovčič, sej oni so izgubili zaupanje, recimo, ne, če dava za en plastičen primer v uredništvo, vodstvo oddaje Tarča in neposredne izvajalce, ne. Tik zatem, ko so ti isti bili izglasovani strani gledalcev za najbolj zaupanja vredne, ne. Potem jim je vodstvo čestitali za nagrado, da imajo največ zaupanja 2 dni zatem, ne. Če malo poenostavim, ko je ugotovilo, da je samo izgubilo vanje zaupanje, potem so se šli neki pogovarjati. Zasledil sem informacijo, da so celo neke posebne zunanje mediatorje za to najeli, ne, ker seveda denarja na RTV Slovenija za take stvari je očitno dovolj. Ne. In vidimo, da zdaj tisti spori, če so bili, so očitno zglajeni, ne, ker Tarča lepo naprej po isti špuri, kot sicer že do takrat, ne, zelo medlo kritično do enega dela političnega prostora in tudi civilne družbe nadaljuje. Ne. Vodstvo RTV Slovenija pa zdaj nič več ne omenja, da je tu kako zaupanje umanjkalo. Voditeljica je prevzela tudi urednikovanja, urednik je bil odstavljen, nihče ni protestiral, ne, tako kot so za kakšne druge oddaje ali pa druge dogodke protestirali, ampak vi ste rekli, denarja je dovolj, zdaj pa res vprašanje, ali je denarja za RTV zdaj dovolj, oziroma ali ga bo še vedno dovolj, kajti v parlamentarni proceduri je zakon o ukinitvi RTV prispevka. Kar v bistvu v nadaljevanju ta zakon tudi pravi, da naj bi zdaj RTV Slovenija plačevali iz proračuna in odpustili tam cirka okoli 500 zaposlenih. Kaj vi menite o tem? Zdaj, to, da bi bila RTV plačana iz proračuna, sem jaz osebno temu naklonjen. No? Ker če je nekaj financirano iz proračuna, mora tudi nekim določenim pravilom zadostiti nadzor, pač nad porabo sredstev je bolj učinkovit in bolj strog. To se mi zdi primerno. Še posebej, ker vidimo, da saj v času, ko so vlade anti-Janez Janša, to itak funkcionira kot neka državna televizija, ne pa javna televizija, ne, se pravi, če bi bila financirana iz proračuna, bi se približali bolj dejanskemu stanju. Glede te ocene za odpotit 500 ljudi, jaz nisem pristaš nekih, bi rekel, pavšalnih zdaj, ne, če bo pa 500 ljudi manj, bo boljše, bi me zanimalo, kako smo prišli do te številke 500. Dejstvo pa je, da za kvaliteto programa pa obseg, ki ga javna RTV zagotavlja, je tam veliko število zaposlenih in je res vprašanje, če je takšno število potrebno oziroma kaj ti ljudje počnejo, koliko se potrudijo za tisto, kar od sebe dajo. A ne? Tako da ta vprašanja so umestna. Ne bi pa kar pavšalno rekel, zdaj 500 ljudi stran, potem bo pa vse v redu. Se bojim, da ne bo. Temu, da bi bil ta javni zavod financiran iz proračuna, pa nisem nenaklonjen, no? Ker v bistvu s tem, da je financiran iz naročnine, se daje sam nek lažen vtis, da vsi gledalci televizije, poslušalci radia in tisti, ki spremljamo vsebine na spletu, smo dolžni financirati to, a ne? Tudi če tega ne gledamo, ne beremo. In ne poslušamo. Ne? Ja, seveda, trendi so tudi v Evropi taki. BBC bo odpustila
2000 zaposlenih, ampak zdaj, če pogledamo računico, ko ste rekli odkot, zdaj pravzaprav tale letni proračun je 163 milijonov, to je podobno kot Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ima 167 milijonov na leto, zdaj več kot 70% tega denarja gre za plače zaposlenih in za honorarje, tako da teh zaposlenih in sodelavcev je kar veliko, kajti zelo malo denarja potem ostane za program, za posodobitve. In še nekaj je, recimo na finski televiziji, seveda imajo tudi prispevek, to je znana ta primerjava s finsko televizijo, vendar je ta prispevek omejen z neko kapico. Več kot 168 evrov na leto človek ne more plačati, če je še tako bogat, ker gre za 2,5% dohodka. Pri nas pa plačamo 163 evrov na leto in je ta naročnina neomejena. Da ne govorimo o BBC in spet finski televiziji, ki seveda ima ta prispevek, ampak ni nobenih reklam na televiziji. RTV Slovenija ima pa proračunski denar, denar za manjšine, vse reklame, pa še prispevek. Nekje bo treba zdaj... Ja, pa še ni dovolj, pa bo treba nekje se umestiti. Jaz sem pač naklonjen temu, da se ta RTV prispevek pač ukine, Če se malo pohecava, prej sva govorila o tem, da je treba skrbeti, da se kupna moč ne bi preveč zmanjšala, Se pravi, v Sloveniji je marsikatera družina, ki bi jih teh 13 ali 14 evrov, koliko plačujemo na mesec, zdaj pač prav prišlo, Žalostno, da je tako, ampak realno je tako. In pač, če bo zadeva financiranja iz proračuna, jaz računam, da bo pač potem strožji nadzor na tem, kako se denar pač porablja in da bo tudi upravljanje in izvajanje javnih pooblastil bolj učinkovito, kot je bilo do sedaj. Glede števila zaposlenih, nič ne rečem, mogoče je celo na koncu bomo ugotovili, da je 500 premalo, pa bi morali 650 ljudi odpustiti. Zato sem prej rekel, da mi te pavšalne številke niso toliko všeč. Ampak, veste, gospa Petrovčič, tudi če bo na koncu tam samo 250 ljudi ostalo od, zdajšnjih mogoče 2500, če rečemo suma sumarum, če bo imeli še enako miselnost, kot jih ima zdaj teh 2500, pol nismo nič spremenili. To pa je problem, ker če ti razumeš, da je tvoj program kvaliteten, tudi če ga noben ne gleda, bere pa posluša, pol je tu problem. No in zdaj, če gremo na zadnji posnetek, da tako povežem tole vašo misel, enake miselnosti, imamo tu seveda Marto Kos, ki definitivno svoje miselnosti ni v ničemer spremenila, vsaj tako se zdi na zunaj, namreč ta teden je imela na nek način preizpraševanje, ne bom rekla zaslišanje v Evropskem parlamentu. Seveda izšla je knjiga Komisarka, ona je bila sodelavka UDBE, to je dokazano, oziroma Službe državne varnosti, bila je Tara, oziroma kasneje Blanka, delala je na Kelnskem radiu Deutsche Welle in seveda tudi poročala o vsem tem, kar se je dogajalo. Zdaj, gospa Kos ni spremenila svojega mnenja o sebi, ona meni, da je ona najbolj primerna in zelo primerna za evropsko komisarko. To se pravi, kaj se bo zdaj zgodilo, če sploh kaj v zvezi s temi obtožbami? Ja, mislim, načeloma to, da imaš visoko mnenje o sebi, ni problematično, lahko je problematično, če imaš previsoko mnenje o sebi. Jaz se bojim, gospa Petrovčič, da je za bi rekel, njeno usodo kot evropske komisarke relativno nepomembno, ali je ona bila sodelavka Službe državne varnosti ali ni bila. Celo se mi zdi, da je bolj pomembno, a je mogoče kasneje, tudi po osamosvojitvi, bila sodelavka kakšne tajne službe, domače ali pa tuje. Nimam nobenih dokazov, niti indicov, ampak po mojem občutku bi upal reči, da če bi take informacije se izkazale za resnične, ne bi bil presenečen, da je gospa Kos tudi kasneje sodelovala s kako tajno službo, še enkrat poudarjam, domačo ali tujo, ali pa še sodeluje, domačo ali tujo. Tako da mislim, da je njena usoda komisarke bolj spet, kot sva že začela ta najin pogovor, odvisna od realnih razmerij političnih sil. Zaenkrat kljub silnem trudu kolega Omerze, ki tudi, bi rekel, materialne dokaze za te svoje trditve lahko predloži, ne vidim, da bi bil njen položaj ogrožen.
kar moram priznati, da me na nek način čudi, ker ne razumem racija predsednice Evropske komisije in pač bi rekel glavnih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ker gotovo ne more biti dobro niti za komisijo, niti za, bi rekel, Evropsko unijo, da tako kompromitirana pa tako šibka komisarka na tako pomembnem resorju kot resor za širitev še naprej ustraja. Ne? Če bo temu še naprej tako, mislim, da je glavni razlog v tem, da pač so razmerja sil taka tudi v Evropskem parlamentu, da če bi zamenjali njo, bi morali zamenjati še koga in očitno zato zaenkrat ni političnega interesa. Ne? No, ampak zelo zanimiva poanta, to, kar ste povedali, recimo, če bi se izkazalo, ali pa mogoče se sploh ne bo, da ona še danes sodeluje s kakšno mogoče tujo tajno službo, ali je to razlog, da je tako trdno v sedlu? Ja, gotovo ne škodi, ne? Če bi to škodilo, potem že ne bi bila več v sedlu. Ne? Tako da gotovo ne škodi. Da ne bo nesporazuma, nisem imel v mislih tajne službe držav, ki niso članice EU, no? Ja. Ampak v vsakem primeru... Mogoče Nemška. Ja, recimo. V vsakem primeru mislim, da to ni pač stvar, ki bi si jo človek želel, ne? Na mesto kjerkoli evropskega komisarja, ne? Iz naše države ali pa ne iz naše države. Ne? Je pa res dejansko, da če že pogledava predsednico Evropske komisije, na kak način se ona izbira, koliko časa je že na položaju, ne, kakšne rezultate lahko pokaže, lahko vidiva, da bi rekel neki objektivni kriteriji, če so se več časa pogovarjali o tem, kako v Sloveniji objektivni kriteriji ne vzdržijo, ne, pri vseh vidimo, da tudi na ravni Evropske unije ni dosti drugačno. Ja, žal. No in s tem bova končala. Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. In hvala za pozornost. Nasvidenje.